Razstava, ki jo odpiramo nocoj, je nastala v sodelovanju z zasebnimi zbiralci, gospodom Slavkom Hočevarjem in Janezom Šublom. Zbirate različne predmete, ne samo predmete, ki se nanašajo na Tita, ki jih predstavljamo danes, ampak sta zbiralca kovancev, potem značk z različnimi temami in še bi lahko naštevala. Pomembno pa je to, da zasebni zbiralci ponavadi najdejo in zberejo več gradiva, kot nam uspe zbrati v muzejih. Kakšen je namen današnje razstave? Namen razstave je v prvi vrsti to, da pokažemo zbirko, ki se nanaša na Josipa Broza Tita, hkrati pa se povrnemo v čas, ki se ga mi srednjih let recimo še malo spominjamo. In je to v bistvu del našega otroštva, naše mladosti in je na nek način povezano z našim življenjem. Koliko časa ste pripravljali razstavo? Razstavo smo pripravljali slab mesec, seveda pa so dogovori potekali že vsaj 1 leto. Zakaj ste postali zbiratelj? Vprašanje, na katerega je mogoče zelo težko odgovoriti. Jaz zbiram že od majhnih nog, čeprav sem zdaj bolj velik, to se pravi, že skoraj 60 let zbiram predmete najrazličnejše. In to gre, kar gre in ostajati v krvi kot zbirateljstvo je ena taka hobi, muha, ki jo imaš. Kje in kako ste dobili razstavljene predmete? Razstavljeni predmeti, Jugoslavija se je razpadla leta 90. Leta 90, Tito je umrl leta 1980, 90. leta je razpadla Jugoslavija, Tito se je pojavil na smetiščih. S kolegom, ki smo pripravili to razstavo, smo začeli te stvari zbirati, ker vsak sistem, če se vrnemo nazaj v zgodovino, leta 1945, ker je en sistem zmagal, so bile ene stvari napačne. Leta 90 so bile druge stvari napačne, mi pa smo pa začeli te predmete po smetiščih loviti, zbirati in jih dati na kup. Imela smo jih doma po skrite, če tako rečemo, v škatlah, gajbicah, ampak to so mrtvi predmeti. Odločila sva se, da bi to razstavila. Gorenjski muzej nama je šel toliko na roko, da so dali prostore in pa vitrine in razstava je tukaj. Zakaj ste danes prišli? Prišel sem si ogledati razstavo o maršalu Titu. To je človek, pod katerim sem jaz živel. To je človek, ki nam je prinesel svobodo po drugi svetovni vojni in pa seveda dobro smo živeli takrat. Znal je krmariti med vzhodom in zahodom, vedno je zrihtal denar in takrat smo lahko zidali hiše, lahko smo šli na morje, danes si pa to težko prvošmo. Moram pa reči, da tale zbirka, zelo lepa zbirka, tudi sam imam precej eksponatov, tudi določene kipe, recimo od Avgustinčiča do prsni kip Tita, pa še neke druge take zadeve, pa precej protokolarnih daril, ki jih je dobil Tito, pa tudi kaj predmetov, ki jih je Tito komu dal. Skratka, kar nekaj tacga.